Dobro jutro, bratje in sestre. Ali nas ne blagoslavlja Bog močno? Spet imamo lepo vreme in lepo glasbo. Hvala vsem za to. Zelo lepo je bilo slišati to. Zelo lepa kombinacija violina in klavir. Zanimivo je, da tudi Bog meni osebno ni prenehal blagoslavljati. Kot sem že rekel, ko vidim vsak dan Bog pripelje nove ljudi, tudi danes vidim Mirota in lepe pozdrave Miroše Franciski. In hvaležen sem, da vsak dan prihajajo novi bratje in sestre, s katerimi sem v preteklosti lahko hodil del poti. To me zelo veselje. Če smo v zadnji rundi boks dvoboja, potem je to zelo pomembno. Tako da danes smo v zadnji rundi. In če želiš zmagati, potem je potrebno ne samo zdržati, ampak je potrebno vsaj zdržati je potrebno, da bi sploh imeli možnost, da lahko zmagaš. Tako da bi sedaj, tako kot sem še danes začel, bi rad zelo praktično vse stvari držal in bi vam rad z vami bil molil. In tudi na začetku bomo danes govorili o temu, kako premagati. Zato bi rad Boga povabil, da v molitvi nam da moč in spodbudo za to preučevanje. Oče nebeški, želimo Tebi na slavo pred Tabo klečati, Te slaviti in častiti za zmago, ki jo je Kristus za nas izbojeval. Zmaga, ki ni samo kot darilo seveda lahko sprejeto, ampak tudi na drugi strani nas tudi zelo praktično v tem življenju želi spremeniti, da bi nas pripravil na večno veselje s Tabo. Gospod, ko sedaj gledamo ven na sončni dan in smo slišali to glasbo, nam daje nek mali predokus tega, kar bo tako veliko v obilici nekoč in si danes ne moramo predstavljati. Gospod, naše srce ne more drugače, kot da k temu pristopamo v veselju. Vemo, da na poti do tega, da si je obljubil Jezus, da ne bo lahko, da imamo boje za preživeti, ampak s pogledom na Jezusa vemo, kaj osebno je On zame pristal. Bi nam moralo biti večja motivacija, da ta dobri boj vere s Teboj lahko bojujemo. Zato te sedaj vabimo, te prosimo, Jezus, tudi mene osebno, da me blagosloviš, kaj vse si naredil zame, ne samo preko predavanj, ampak tudi blagosloviš tudi druženje, ki smo ga imeli, z dobrim duhom, vsem, ki smo tukaj bili, ali pa tisti, ki gledajo prek live streama in bodo to nekoč videli video, da bi Tvoj duh tam bil in da bi našel odprta srca in pripravljenost, Gospod, da bi začeli razmišljati in premisliti in da bi nas Tvoja polnina duha lahko vodila. Zato se Ti želim zahvaliti, slaviti v Jezusovem imenu. Amen. V Janez 3 nam Jezus pove jasno izjavo, kjer nam pravi pogovor z Nikodemom, kakšen je standard človeka, ali je učenik, ali je reven, ali karkoli, da status v družbi, da je to absolutno esencialno za nas, da je človek ponovno rojen, preden lahko sploh vstopi v nebeško kraljestvo. Zato potrebuje predpogoj, ponovno rojstvo, novo stvaritev, da bi sploh lahko v tem boju stopil v ta boj. V boks dvoboju, če je tam neka oseba, ki je nekako, tako rekoč, nima možnosti in sposobnosti predpogojev, bo to pač krenk, dvoboj in poraz. Torej postati novo stvarjenje, kot Pavlus to
Pavel to opižuje v 1. Korinčanov, tem nam tudi Biblija pravi, da tudi stare vrednote kar naenkrat izginejo, da je potrebna metanoja, ponovno mišljenje, da prevzame kontrolo novo mišljenje. In to Biblija to opisuje kot proces. In če se predvsem več vrstici, ampak Rimljani 6, 7, 8, če preučujemo to, potem nam Pavel kaže ta koncept. Kmalu pridemo do tega. Nekaj nam znanih vrstic za začetek. Razodetje 3.21 piše: njemu, kdor premaga, dam sedeti z menoj na prestolu svojem, kakor sem tudi jaz premagal in sedel z očetom svojim na prestol njegov. Razodetje 21.7. Kdor premaga, bo to podedoval. In bodem mu Bog in on mi bode sin. Biblija nam jasno kaže, da ni potrebna samo novo rojstvo, ampak tudi, da preko novega rojstva je mogoče, da lahko premagamo, sploh premagamo. Kar je sicer neponovno rojenemu človeku nemogoče. Kot z novim rojstvom šele dobro prepoznamo greh in dobimo lahko tudi moč za premagovanje greha. In to je tudi esencialno. Kaj pa je treba premagati? Kršitev zapovedi, torej sebičnost, torej misliti na se. Se pravi, da na sebe ne mislimo više kot na drugega, ker imamo sebe v fokusu. Biblija jasno uči, da v grehu ne moremo biti rešeni, ampak da luč, ki nam Bog daje, da Bog od nas pričakuje, si želi poslušnost in da tudi, da zapoved to zahteva. Želja potem, da bi radi premagali ali pa da bi postali boljši, ni dovolj samo želja. Biblija je jasna glede tega. Torej oseba, ki ima željo biti boljši, je še vedno lahko suženj greha, če ta oseba ni po Božji milosti dobilo zmago. Torej, edina razlika med posvetnim človekom, ki živi v grehu, in kristjanom, ki živi v grehu in nima izkušnje zmage, zgodnega dežja vsak dan, edina razlika v temu je, da ta oseba živi v svetu, živi v grehu in uživa v grehu, dokler ga ne uniči. Kristjan pa se zaveda greha in je ne bo užival greha, ampak vsekakor pa bo še vedno suženj tega greha, če ostane samo pri želji premagati. To pomeni, da posvetni človek živi nezavedno morda v grehu, na koncu je na boljši poziciji kot, ali pa rečemo boljšem okolju, kot pa ta kristjan, ki se zaveda svojega greha, pa ima sicer željo, se pa ne odloči, da bi ga Jezus mu dal moč, da bi zmagovito živel. Torej še vedno v suženstvu. In iz tega nas Jezus želi seveda, in zato je prišel, nas želi iz tega suženstva potegniti ven, rešiti. Nekoč v življenju morda prepoznamo, morda se celo vložimo napor, imamo dobre namene, morda celo beremo Ellen White in to jemljemo resno in kar naenkrat spoznamo, da v svoji moči to ne deluje in da smo v nevarnosti, da pademo v zveličanje po delih. Ampak če tam ne bi bila obljubljena zmaga in da nas Jezus tako rekoč v naši šibkosti prepozna in reši, če te zmage ne bi bilo, tako kot Biblija pravi, popolne zmage, če ne bi bila mogoča, potem bi bil ta evangelij ničen, ker evangelij nič ne bi pokazal. In ko Pavel piše o moči Boga na raznih mestih, potem bi bila to samo floskula, ki nima vsebine. Preden lahko premagamo, so potrebni drugi koraki. 1. Janez 5 pravi: kajti to je ljubezen Božja, da držimo. To ni ljubezen do Boga, ampak to je ljubezen Božja. V različnih Biblijah lahko pogledate, v SSP-ju,
V drugih prevodih piše ljubezen do Boga in to ni prav, to ni pravilno. Pravi prevod je ljubezen Božja. Ker ne gre za mojo ljubezen do Boga, ampak tudi v grškem tako piše, tudi v King Jamesu je pravilno prevedeno, ampak gre za Božjo ljubezen, ki me premakne. Ta sama misel, ljubezen do Boga, sicer ni napačna, ampak Božja ljubezen je postavljena v spredje, ki jo lahko prepoznam, da sploh pride do moje ljubezni do Boga. Torej, predpostavka je, da gre za Božjo ljubezen, ker ljubezen do Boga implicira na koncu, da obstaja možnost, da bom nekje iz lastne moči potem deloval. Torej, za Božjo ljubezen gre, da lahko držimo zapovedi. On je tisti, ki nas vodi k spokorjenju. Tudi sami sebe tega ne moremo. To je vse odvisno in začne in konča se z Bogom. Kajti to je ljubezen Božja, pravi Janez, da držimo zapovedi njegove. In zapovedi njegove niso težke, ker vse, kar je rojeno iz Boga, premaga. Tukaj imamo oba dva aspekta, svet. In to je zmaga, ki premaga svet, vera naša, torej ključ pravičnosti, ki lahko dobimo od Kristusa. Torej, vera naša, to je tisto, kar je premagalo svet. Vera. Preden je lahko greh premagan, je treba omeniti, je potrebno ponovno rojeno. Sicer se bojujemo in bojujemo v lastni moči. In nekako pridemo do točke, da obupamo. In ne vemo več, kako naprej in nazaj. Tako da lahko hodimo v nevarnosti, da bomo ta boj nekoč obupali in prenehali, ker nam je pretežek. Janez piše tudi, kdo je, ki premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus sin Božji. To pomeni, da vsakdo, ki dejansko išče Kristusa, nam Biblija tukaj obljublja, ki iskreno prosi za Kristusa, bo tudi imel izkušnjo zmage. Ne z vojsko, ne z močjo, ne z lastno močjo, ampak po mojem duhu, piše, pravi Gospod nad vojskami. Mislim, da je eden izmed najpomembnejših aspektov, ki jih lahko na začetku postavimo, je to, da to bi lahko podelil z izkušnjo, še malo povezal, ali da imamo ta fokus na Jezusa, torej ljubezen do tega, kaj je On naredil za mene. Ko sem bil nekje na začetku moje izkušnje, ko sem se spreobrnil, ko sem ponovno prišel v cerkev, in ko bil sem prej v glasbeni sceni, sem 7-8 let igral v heavy metal bandu. Glasba je bila zame tako ena in edina stvar. Torej, prišel sem v cerkev in nekega dne je prišla sestra do mene in mi sestra me je vprašala prijazno, Timo, kako zdaj ti vidiš zdaj to glasbo? In takrat se nisem počutil napadenega, sploh nisem dobro razumel vprašanja in sem iskreno in prijazno odgovoril, da ne razumem čisto točno, kaj misli z glasbo, kaj pa je z glasbo. Takrat sem še vedno igral v bendu in v tem času je Bog to tako vodil, da sem v Ellen White bral in tudi bolj globoko razumel načrt odrešitve. In takrat v tistem času še nikoli ga nisem tako dobro razumel kot takrat. Takrat se me je tako dotaknilo srca, da sem nekega večera bral v posteli in sem padel v jok o tem, kaj je v bistvu Jezus naredil zame osebno. Ta trenutek je vodil k temu, da sem se Bogu v tem trenutku še dodaten kos predal in preprosto molil, Bog, če je karkoli v mojem, karkoli med nama, med tabo in mano, karkoli me zadržuje, da bi dobil še več blagoslovov od tebe, potem mi to prosim pokaži. In tako seveda je bil dolg lista, je bil, ampak seveda še ni konc, ampak v tem trenutku
Nisem kaj specifičnega ampak sem v tem trenutku Bog je tako vodil, da sem imel še nekaj pogovorov, še nekaj knjig dobil v roke, da sem nekako razumel, da glasba, ki sem jo proizvajal, kakšno ozadje ima ta glasba, torej heavy metal gre iz Woodoja, prihaja iz Woodoja in kako je vse to povezano. In takrat so mi prišle tudi vprašanja meni, zakaj sploh to počnem. Nekako sem opazil, da nekje bi paše, na drugi strani pa ta, da se moraš prezentirati, predstavljati, ampak če si iskren sam s sabo, potem vidiš, da gre za v bistvu potrebo potem, da hočeš priznanje in ljubezen in zato tudi počnejo ljudje to v svetu. Če koga nekaj vzunaj tam vidite v svetu, na bencinski sem videl nekega, ki je bil popolnoma tetoviran in razrezano kratko majico in točno sem vedel, kaj mu je šlo po glavi. Vem, da ti ljudje nekako samo hrepenijo po globoki ljubezni in to pač počnemo, se krasimo kot novoletna jelka. Na eni strani se nekako bojimo, da nas nekdo ne bo priznal iz sveta, ali pa drugih ljudi. Na eni strani za priznanje, na drugi strani pa, da nisi sprejet, ker nekako si vsi želimo, da nas nekdo ljubi. Spoznal sem pa, da ta potreba je nekako odhajala od mene, je pojenjala. In tako sem nekako jasno videl Jezusovo ljubezen, da sem z branjem teh knjig in pogovori z ljudmi nekako prepoznal, da sem postal iskren sam s sabo in z Bogom. In prišel do točke, ker me je Bog nekako prosil, da pustim to za sabo, to glasbo in vse. In Bog je dal zmago in mir nad to stvarjo, ko sem na ta danes poslušal. Torej ta fokus na križ in na Jezusovo življenje je tako pomembno. To bi rad že zdaj tukaj povedal, ko se gre za praktično premaganje. To je tako pomembno, ta čas z Jezusom in imeti ta pogled na Jezusa. Zato, ker vidimo to lepoto njegovega značaja, da enostavno hrepenimo po tem dobrem in da vse ostale stvari enostavno vedno bolj bledijo in nimajo več vrednosti. Torej gre za priligo, tako kot je Jezus povedal v priliki z pšenico in kako se pšenica, zrno, kako se izoblikuje in nekako niti ne spoznamo, kaj se je v bistvu zgodilo. In če greste na vrt in spoznate zvečer, kako vidite svojo papriko in naslednjo jutro pogledate, kako je ta rastlina čez noč zrasla, ker se po noč zgodi in se čudimo. In tako je tudi, Jezus tudi opisuje v tej priliki s pšenico in zrnom, da dejansko tudi ne vemo, kako se dejansko to zgodi. Ampak se zgodi nekje v procesu. Ko pogledate v svoje življenje, če lahko gledate nazaj in spoznate, ja, Bog, ne znam vedno razložiti, vem točno, kje je bila tista točka, ampak kje se je ta sprememba zgodila, nekje se je začela. Ker to je to, kar Pavel pravi, da se naj bojujemo dobri boj vere. Seveda se moramo zavedati svojega greha. Sicer bi lahko bila nevarnost, da bi kar nadaljevali, ne bi prepoznali, da Svetega Duha vedno bolj odrivamo od sebe. Ampak če Pavel pravi, Pavel namreč ni rekel, da naj se bojujemo boj greha, ampak jasno pravi, da se naj bojujemo boj do vere. Torej, da čas porabimo z Jezusom, to najbolj napada Satan. Ker poskuša, in zato je tudi New Start tako pomemben z vsemi aspekti, ne samo hrana, ampak tudi spanjem in vse, da imamo dovolj časa biti z Jezusom in da se pustimo napolniti. To je prva stvar, kjer on poskuša napadati, kakor jaz opažam, da nam vzame ta čas. Da se vsak dan na novo pustimo napolniti Svetim Duhom. Pavel pravi, tudi ta vrstica, 2 Korinčanom 5:17, zato, če je kdo v Kristusu, je novo stvarjenje. Staro je prešlo, glej, postalo je novo vse.
Pavel pravi in poudarja, da je vse postalo novo, nova oseba. To pomeni na koncu, da nam ni potrebno iti več nazaj v greh. Nekaj se je zgodilo v našem življenju. Prišla je neka moč zaradi Svetega Duha, da nam ni potrebno več v naše stare vzorce pasti. Ne? Torej, najšibkejši grešnik, ki se je ravno kar v najzgodnejši izkušnji spreobrnil, lahko doživi izkušnjo zgodnega dežja, da konstantno, ker nas Bog ne skuša nad našo močjo in v Božji močjo lahko živi zmagovito. Torej, ne potrebuješ 30-40 let biti v veri, ampak lahko v tistem momentu, ko si na novo rojen in imaš povezavo po Svetem Duhu z Bogom, lahko živiš zmagovito. Bratje, sestre, vse ostalo bom jasno povedal. Vse ostalo je laž. Imamo šibkosti, seveda, in Bog je tudi potrpežljiv z našimi šibkostmi, ampak to ni izgovor za to, da s Kristusom ne moramo v vsakem momentu biti zmagoviti. Ker, če smo iskreni, želimo, nočemo biti sužni, če smo iskreni. Prepoznali smo, da z novim rojstvom želimo delati Božjo voljo. In to je tudi to, kar Pavel tukaj nakazuje v Rimljanih 7. Ampak to poglavje je tudi doskrat, malo se bom še, to je doskrat tudi izrabljeno, ta poglavje. Biblija jasno pravi, da naj bomo deležni božanske narave. V 2. Petru 1:4, da smo povabljeni, da smo deležni Božje narave, božanske narave. In potem si doskrat mislimo, ja, v redu, to se bo nekoč v prihodnosti zgodilo, da bomo nekako dobili popolno zmago. Imamo nekako citat v glavi, da je posvečenje delo življenja, za cel življenje, proces. In to traja cel življenje. Seveda, to traja, ampak to ne pomeni, da od danes ne morem živeti zmagovito. To sam pomeni, da Bog želi sadež vedno bolj perfekcionirati in dozoreti. Veliko izmed nas seveda ima izkušnjo, da vedno nekje pademo na kakšnih točkah in si morda rečemo, ja, ne doživim tega ali pa ne čutim tega in še vedno imam to željo nekako, da te stvari počnem, a ne, grešne. Pavel pa to opisuje v Rimljanih 7, ampak če povzamemo, tam opisuje, da človek v svojem lastnem stanju, v svoji lastni moči je popolnoma nemočen in izgubljen. Da zakonu greha je preprosto avtomatično služi, ker ima padlo naravo in ta narava ga absolutno je nagnjena k temu, da ne počne Božje volje. Ampak Pavel v istem poglavju pravi tudi in tudi ponudi rešitev na koncu v Rimljanih 8, da seveda je rešitev v Kristusu, ampak da se je nekaj zgodilo, ki je tako rekoč dobila nova narava, ali pa nove zapovedi, ki so dobile prostor v nas. In te druge zapovedi v Galačanih 5:17 piše, kjer piše, da se duh bojuje proti mesu. In to je zelo pomembno, da razumemo to. Da nam je jasno, da se zavedamo, da če sem na novo rojen, da to ne pomeni, da kar naenkrat, ko Pavel pravi, da je vse novo narejeno, da kar naenkrat, da se ne bojuje nekaj v nas za oblast. Kdor to zanika, potem, če ne rečem ezoterično, ampak se naj sam vase zazre. Naj se, mora biti iskren sam sabo in mora biti, če v določenih situacijah, da še vedno se nekaj bojuje za oblast v njemu. To vsi doživljamo, se mi zdi. In da mislim, da smo vsi na isti točki, saj glede razumevanja tega. Ampak pustimo to bolj praktično. Ko sem prišel do vere, sem spoznal, veliko alkohola sem nekoč pil, tonskrat mi je bilo, ali pa se mi je zdelo nekako ena vrste tolažba nekoč, ko sem vkljub vsem svojim prizadevanju, kako zgledam, vedno sem si skušal prizadevati, da dobro zgledam, da ljudje mislijo na mene, ko dobijo Tima Hoffmana na misel, da to je lepo, dobro zgleda, mišičast, bodybuildingom sem se ukvarjal in vse, ta glavni kitarist v bendu in tako naprej.
in potetoviran, popirsan. To je bil moj ideal. To sem si mislil, evo, to je nekaj, kar ženske privlači, kar sicer je doskrat šlo po zlu. Danes dobro razumem, zakaj. Saj takrat je bilo tako, no. No, in sem poskušal nekako siliti s to prispodobo, da sem jo vzdrževal. V tem času sem doskrat imel alkohol za tolažbo, ko sem spoznal, da nekako sem doživel razočaranje pri ženskah in tudi drugih rečeh v življenju, ker nisem imel miru. Kljub vedno večjemu uspehu pri temu. In ko sem se nekoč spreobrnil, 2010 sem spoznal, kako Bog se niti ne spomne več dobro, če sem za to molil, se ne spomnil, ampak morda ja, ampak spoznal sem, kako enostavno potreba po alkoholu iz danes na jutri izzvenelo. Nekako ni bil več problem ali vprašanje. Do danes, če kje vidim alkohol, je to zame samo še čisti strup. Kot da bi mi nekdo dal tam flašo strupa in me prosil, ali pa mi ta strup ponudil, ne? Zame, tako daleč je to danes za mene, da alkohola ne bi jemal zase. To je zame mrtvo. Nič me ne rajca alkohol. Bolj me gnusi, ko te stvari vidim. Bila so pa tudi področja, kjer niso bila direktno odvzeta. Sem recimo rekel za glasbo. Obstaja pa tudi drug aspekt tega. Da sem se takrat ločil od benda, še ni pomenilo, da je moja želja ali pa potreba po, ali pa če povem drugače, ali pa ugajanje te glasbe, da je to izginilo. Spoznal sem, da mi je Bog dal tako rekoč neko prednost, da sem v tisti odločitvi tisti dan dal milost, rečemo kot en paket moči, da sem lahko, dokler sem ostal stran od te glasbe, nisem imel problemov. Res nisem imel problemov. Ta glasba mi ni bila več uskušnjava, da bi šel nazaj poslušati to glasbo. Spoznal sem pa, ko sem včasih kje bil v situacijah, ko je šel avto mimo ali pa kaj podobnega, mimo bara in sem slišal to glasbo, ki sem jo nekoč imel rad in sem spoznal, da nekaj še je v meni, ki je nekako bilo še nekaj ugajanje, da mi je bila še všeč ta glasba. Seveda sem za te reči tudi takrat molil, ne? Ampak dokler dokler se nisem temu izpostavljal zavedno, nisem imel problemov s tem. Še naprej sem svoje odnos z Bogom vodil in šele pred 3-4 leti sem spoznal, da sem na en dan 50-nice bil na enem festivalu, v našem rock festivalu v Evropi. Nekoč sem hodil vsako leto na ta rock festival, to je bilo zame kot ena meka. In ko sem tja bil, sem dobesedno poljubil tla, to je bilo zame, to je bilo moje svetišče, da sem lahko bil tam. Spoznal sem, da ko sem se peljal tja, nisem z isto motivacijo kot nekoč, ampak zato, da bi misioniral. Obstajata tudi dva videa, ko sem takrat intervjuval ljudi s temi oboževalci roka, če ste morda že to videli, ampak ja, tam sem bil, ne direktno na koncertu, ampak vse okoli, ker tam je bilo na 100,000 ljudi, ki so kampirali, predvsem mladi, sem tam hodil med njimi, se z njimi pogovarjal in sem opazil, ko sem opazoval ljudi, sem si mislil, kako brezvezno je vse to skupaj. Ne govorim zdaj napad kot nekoga, ki to posluša, ampak takrat to je danes zame tako pač. Ta klic do ljubezni in spoznanju in vse to zunanje, vse, kako sam sebe postavljaš za razgled in kako v bistvu je to revno, kako žalostno je to vse skupaj. Spoznal sem pa tudi, ker seveda na vseh teh kempingplacih, da so imeli svojo glasbo in da nisem imel več interesa na te glasbe. In ko sem prišel domov, sem naredil nekaj, kar sicer mnogo let nisem delal. Zavestno sem šel na YouTube in sem si nekaj minut poslušal koncerte, ki so jih tam igrali. Želel sem si jih pogledati, predvsem bende, ki sem jih nekoč poslušal. Nekateri so spet bili tam. In poželenje po temu je bilo mrtvo. Kot odrezano, tako kot z alkoholom. Nekaj let je to trajalo. Ampak nisem se vedno
če rečemo, nisem se ves čas fokusiral na greh. Dobro je, da molimo glede teh reči, seveda, absolutno, ampak nisem se konstantno vsak dan, Bog, ne želim, da sovražim to glasbo, ampak sem se bolj koncentriral na odnos z Jezusom. In to je tako nekoč v meni, da je ta rajc izginil, samo od sebe. Verujem, da Bog to stori na različne načine in to naredi z različnim razlogom. Seveda ne zato, da bi spet grešili, ampak da če bi Bog vsakeč vse tako vzel, ko mi molimo, potem mi tega ne bi cenili, kako dejansko se bojujemo in dobimo zmago in kako lahko iz tega rastemo. Mislim, da se z enimi že to govoril, ki ste tukaj, kako ste nekoč nehali recimo kaditi, recimo Gregaj, kako je pri 3-4 molitvah šlo stran, nekateri se pa bojujejo več let, nekateri se še danes bojujejo s kajenjem, recimo, ki so v cerkvi. Vsak je imel svoje različne izkušnje, kot rečeno. Ampak na drugem področju, če rečem, kjer capljamo, če rečem tako, to ne pomeni, da je kriv Bog. In da mi ne moramo biti zvesti vsak trenutek, ampak da nas te rajci, da ni šel stran od nas, da ta rajc potem. To ni pomankanje vere, ampak Bog želi to našo vero ojačati, da veliko bolj cenimo, če dobimo tukaj zmago, da lahko nazaj gledamo in rečemo, kako čudovito nas je Bog vodil in to veliko bolj cenimo in nam daje upanje za prihodnost. Na tej točki bi rad še nekaj povedal, en daljši članek, ki je bil napisan leta 1899. V Adventist Review and Sabbath Herald. Napisal ga je A.T. Jones. In govori sedaj na ta koncept, o tem konceptu, o teh dveh zakonih, ki sem jih prej omenil, ki se bojujeta v nas samih. To bi rad pozorno z vami prebral. Mislim, da je to zelo dobra razlaga. Obstaja ena resnica in zelo moteča napaka, ki jo naredi veliko ljudi. Ta napaka se naredi, ko nekdo misli, da bo spreobrnenje izbrisalo njihovo staro grešno meso. Z drugimi besedami, delajo napako, ko mislijo, da so popolnoma osvobojeni mesa s tem, ko jim je meso popolnoma oduzeto. Potem, ko ugotovijo, da temu ni tako, to hitro ugotovimo, ko to ugotovijo, da je isto staro meso še vedno tam s svojimi težnjami, stiskami in skušnjavami, so nepripravljeni in postanejo tako malodušni in pripravljeni misliti, da se sploh nikoli niso spreobrnili. Vidite nevarnost, ki je tukaj? In vendar, če bi malo pomislili, bi morali videti, da je vse to napaka. Ali niste imeli po spreobrniti popolnoma enakega telesa kot prej? Ali ni bilo to telo sestavljeno istega povsem enakega materiala, istega mesa, istih kosti, iste krvi, potem, ko ste se spreobrnili, kot tisto, iz katerega je bilo sestavljeno prej? Na to vprašanje bo vsak takoj rekel pritrdilno. In to je očitno resnica. In zdaj je še več vprašanj. Ali ni bilo tudi meso popolnoma enake kakovosti kot prej? Ali ni bilo še vedno človeško meso, naravno meso, tako sigurno, kot je bilo prej? Vsi bodo temu odgovorili ja. Potem pa še eno vprašanje. To je isto meso in enake kakovosti. To je še vedno človeško meso, naravno meso. Ali ni to še vedno grešno meso, tako gotovo, kot je bilo prej? Tukaj se prikrade napaka teh mnogih ljudi. Na to zadnje vprašanje ponavadi mislijo, da bi moral biti odgovor ne. Medtem, ko bi moral biti samo odločen da. In ta trdni da moramo ohraniti, dokler smo v tem naravnem telesu. In ko se odločno in nenehno trdi, da je meso spreobrnjenca še vedno grešno meso in samo grešno meso, je tako globoko prepričan, in to je pomembna točka, da v njegovem mesu ne prebiva nič dobrega. Torej, da se ne zanaša na sebe, da nikoli ne bo dovolil niti sence zaupanja v meso.
In če je tako, je njegova edina odvisnost od nečesa drugega kot od mesa, namreč od svetega Božjega duha, njegov vir moči in upanja popolnoma izključuje meso. Je samo v Jezusu Kristusu. In kar je vedno čuječ in popolnoma sumničav do mesa, torej proti sebi, ne more nikoli pričakovati ničesar dobrega iz tega vira in je zato pripravljen z Božjo močjo neusmiljeno maščevati in zatreti vsak impuls ali predlog, ki lahko izhaja iz tega. In tako ne spodleti, ne postane malodušen, ampak napreduje od zmage do zmage in od moči do moči naprej. Beremo naprej. To je tudi ezoteričen koncept, da veruje, in to vsi, za kateri veruje, da je moč v njih. Torej vidite, spreobrnjenje staremu duhu ne daje novega mesa, ampak nov duh v starem mesu. Ne predlaga vnosa novega mesa staremu duhu, ampak nov duh za staro meso. Osvoboditev in zmago se ne doseže z odvzemom človeške narave, ampak tako, da prejme božansko naravo. 2. Petrova 1:4, da podredi in nadvlada človeka, ne z odvzemom grešnega mesa. Torej, da en zakon duha premaga zakon mesa. Ampak odvzem grešnega mesa, ampak spošiljam brez grešnega duha, da premaga in obsodi greh v mesu. Svetopismo ne pravi, naj bo na vas to meso, ki je bilo tudi na Kristusu, ampak pravi, naj bo v vas ta duh, ki je tudi bil v Kristusu. Svetopismo ne pravi, spremenite se s prenovo svojega mesa, namesto tega pravi, preobrazite se s prenovo svojih misli, uma. Preneseni bomo, spremenjeni, s prenovo našega mesa, vendar se moramo preoblikovati s prenovo našega uma. Gospod Jezus je vzel isto meso in kri, isto človeško naravo, kot jo imamo mi. Meso, naše grešno meso. In je zaradi greha in z močjo Božjega duha, po Božjem duhu, ki je bil v njem, obsodil greh v mesu. 8:3 Rimljani. In v tem je naša rešitev. V tem je naša zmaga. Ta duh naj bo v vas, ki je bil tudi v Kristusu Jezusu. Novo srce ti bom dal in novega duha ti bom dal. Zadnji odsek. Ne bodite malodušni ob pogledu na grešnost v mesu. Le v luči Božjega duha in z razsodnostjo Kristusovega duha lahko vidiš tako veliko grešnosti v svojem mesu. In več grešnosti vidite v svojem mesu, več Božjega duha zagotovo imate. To je varen test. Potem, ko vidite, da je v vas veliko grešnosti, se zahvalite Gospodu, da imate toliko Božjega duha, da lahko vidite toliko grešnosti in bodite prepričani, da ko se grešnost poveča, je milost veliko večja. Rimljanom 5:20. Tako, da ko je greh kraljeval do smrti, da bi milost kraljevala po pravičnosti v večno življenje po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Upam, da, ker je to morda nerazumljivo za vsakega takoj iz prve, lahko si te citate preberite, ampak se mi zdi to zelo lepo razumevanje tega. To je nekaj podobnega kot, prosim, to je Advent Review in Seventh Herald, 76. april 1899. Advent Review, Sabbath Herald, 76. april 1899. To lahko primerjamo, ko gradimo cesto ali pa tračnice, imaš staro infrastrukturo, staro cesto in sedaj, ko želimo
začnemo z duhom preroštva vzgajati nove navade. Ostajajo še vedno te stare ceste, ampak dokler po njih ne vozimo več in dokler pojačamo nove poti in se te izgrajuje, potem bomo imeli čas veliko večjo cesto in ta stara cesta bo vedno bolj se pokvarila. In torej lahko se reaktivira stara cesta. Torej v tem času, v fazi, ko sem glasbo še nekako do neke točne, še mi je bila še všeč glasba, ampak zame ni bil več boj, sem relativno preprosto lahko spet stopil na to pot. Lahko bi spet to reaktiviral, ampak Bog mi je dal moč, da sem ostal stran od tega. Lahko bi se pa spet odločil in šel spet tja. In če bi se podal temu in da bi dal prostor temu, zato tudi včerajšnja pridiga, ker sem rekel, da se bojujem, oziroma sem v sporu s tistimi, ki so v svojem življenju pričeli spuščati kompromise. Torej, če spet začnem hoditi po teh starih potih, potem obstaja nevarnost, da bom kar naenkrat bil na tistem vlaku, kjer je Ellen White imela vizija, kjer je Satan vodnik na tem vlaku in vodi ves planet v prepad. Filipljanom 2 piše: če je torej pri vas kako izpodbujanje v Kristusu, če je kaka tolažba ljubezni, če je kaka sodeležnost duha, če je kako usmiljenje in milovanje, napolnite mi veselje s tem, da ste složni, da imate eno ljubezen, enodušno ravnate, za eno skrbite. Ničesar ne delate iz sebičnosti ali praznega slavoljubja, temveč po ponižnosti cenice drug drugega više od sebe. Ne glejte vsak na svoje, ampak vsak tudi na to, kar je drugega. To mišljenje bodi v vas, ki je bilo v Kristusu Jezusu. To pomeni, da ta mišljenje je bil fundament premaganja v Jezusovem življenju. In to je seveda imel s povezavo z očetom in to je s tem tudi dobil. In ima tudi veze s tem, kakšne odločitve sprejemamo in kako smo pripravljeni se Bogu podložiti, podrediti. Pomeni pa tudi, da naše odločitve, ki jih sprejemamo, ki niso samo dobre želje, ampak te odločitve je treba ojačiti z Svetim Duhom. Torej, naša vera mora biti nekako napihnjena, ojačana. To sem že enkrat namignil. En efekt tistih pridikov Jonesa in Wagnerja naj bi bil ne samo, da bi razmerje Jezusovo vere in kako gledamo na zapovedi in kako lahko držimo zapovedi, ampak tudi, da je ključ v temu vsemu bil to, tudi meni je tako, pri meni je tako, ko jaz berem Ellen White ali pa Božjo besedo, ali pa morda v spisih Jonesa in Wagnerja, da prepoznam, da je moja vera v Božje obljube in v besede, Božje besede, da se mi vera v to resno ojača in da se mi poda ta moč. Ampak še vedno se moram odločiti, kako bom s tem operiral. Torej, če berem 2. Petrova 2.9, podobnih verzov je veliko, kjer piše: Gospod ve pobožne rešiti izkušnjave. Torej, če sem v hudi preizkušnji in lahko si mislite, kar čte, sedaj ste resnično skušani, da bi padli. Biblija pa pravi, da Bog to ve. Torej, te, ki Boga iz vsega srca ljubijo, On ve, On jih zna. Te, ki so se mu popolnoma predali in se bojuje z njimi in se držijo obljub, ve in jih zmore rešiti izkušnjave. To intelektualno vemo. Ampak dosti krat iz različnih razlogov, na eni strani, ker so naše izkušnje drugačne, dosti krat zvenimo oziroma smo nagnjeni k temu, da sprejemamo lažni evangelij, kar nas to laži. Ker nekje hočemo seveda biti rešeni in potem začnemo razvijati ali pa sprejemati evangelij tudi v naši skupnosti, kar pa ni evangelij tako, kot ga je Pavel pridigal. Bog zmore Boga boječe rešiti iz izkušnjave. Zato tudi Biblija uči, da smo rešeni po veri, oziroma smo pravični. Pravični po veri. Torej, če vera resnično prime to,
To ne pomeni, da je to brez boja, ampak če to resnično vera, da je vera tako močna, tako ojačena, se navadila teh reči. Tudi če pademo, ampak če spet ostanemo in se z Božjo pomočjo v temu utreniramo, potem kar naenkrat spoznamo, da je to resnično, da je resnično ta vera, ta fina razlika. Jezus je rekel, naj se vam zgodi po vaši veri. Ko so bili učenci poklicani, so se tudi morali odločiti. Ko jim je Jezus rekel, da naj gredo za njim, so takoj zapustili mreže in so šli za njim. Moramo premagati naše dvome, da to, kar Jezus piše v svoji besedi, da dejansko je to tako, kakor piše. Da moči besede resnično verujemo. Učenci se morali te besedi, so lahko v bistvu te besedi sledili. Ko je Jezus tam pred njimi stal in tisti gospod na Betesdi, ki je za tistih mnogo let tam ležal na tleh, hrom, ki je bil čez 30 let boln, in ko mu je beseda rekla, da naj se ostane, Ellen White pravi, da ni bilo nič posebnega, nič se ni zgodilo ali karkoli, da bi bilo kakršnakoli moč ali pa karkoli, da bi šlo iz Jezusa. On je enostavno moral verovati tej besedi in temu ukazu. In na podlagi tega se je lahko odločil, ali bo veroval in bil poslušen. In tako je vstal. Torej, moramo premagati tudi naše dvome v Božjo besedo. Čisto praktično. In fantje, učenci bi se mogli tukaj vprašati, kako bomo preživeli, če bomo vse pustili odzadaj. No, pa grem jaz nazaj, bom se še zavaroval, prezavarovalnic, potem pa pridem k tebi. Bom zaključil svoje življenjsko zavarovanje. Sicer Ellen White piše, da čistko mimo grede naj ne bi imeli življenjskih zavarovanj. Učenci so se tudi tukaj mogli odločiti. Poklicani so bili. Kakor niso se spraševali, kako bodo preživeli. Gremo v Janez, prvo poglavje. Janez 1:35. Janez 1:35. Piše, drugi dan je stal zopet Janez in dva izmed učencev njegovih. In pogleda Jezusa, Janez Krstnik, ki gre mimo in reče, glej, jagnje Božje. In slišala sta ga oba učenca, ko je govoril, ter odideta za Jezusom. Jezus pa se obrne in ko jo ugleda, da gresta za njim, jima reče, kaj iščeta? Ona pa mu rečeta, rabi, kar pomeni, kar se pravi tolmači učenik, kje stanuješ? Velima, pridita in poglejta. Gresta torej in vidita, kje stanuje in ostaneta pri njem tisti dan. Bilo je okoli 10. ure. Eden od teh dveh, ki sta šla od Janeza in sta šla z njim, je bil Andrej, brat Simona Petra. Torej, že prej sta ga videla, Jezus se jima je že pokazal, ali pa jim je pokazal, kako sta živela, ni bilo pričakovanj, ali pa v tem smislu, ali pa posvetnih upanj, ali karkoli, da bi on z njimi naredil. Prvi korak, ki sta ga mogli narediti, je, da sta preprosto zaupala in sta se predala in v veri hodila. In tako sta mogli učenci, kot je to Marko 4, tedaj jim Jezus reče, nocoj se boste vsi pohujšali, zakaj pisano je, udaril bom pastirja in ovce se bodo razkropile. Ni bilo brez razloga, da je Jezus tukaj, ko je rekel, da naj čujejo in molijo, da so že od začetka bi mogli tako živeti, da pridobivajo na moči. To je v bistvu New Start. To je ta koncept, ki ga Ellen White nam ga dala, kar je, da je preventiva boljša kot zdravilo. Od začetka biti tako povezan z Jezusom, torej, ko pride skušnjava, da se ne pustimo skušnjavi, da nas ne preseneti tako kot učence, ko so bili presenečeni.
tukaj. In zato se čudim, kako smo mi, bratje in sestre, sploh v teh časih, v katerih živimo, še vedno zavedno, vkljub dobremu spoznanju, popuščamo in se tako rekoč nekako igramo s svojim večnim življenjem. Ellen White pravi, pojdi za menoj, in ta je vstal in šel za njim. Poglejte, kaj zdaj piše. Urok, ki je začaral ta svet, je bil odpravljen. Ob zvoku njegovega glasu je duh pohlepa in poželenja zbežal iz srca. Osvobojeni ljudje pa so stali in hodili za zveličarjem. Torej gre za začaranje in ta urok sveta, ki leži na nas. Ampak oni so poslušali ta glas. In to je bilo to, kar jih je osvobodilo. Danes tudi imamo Božjo besedo in duh prirošča in smo kot adventisti zelo blagoslovljeni, predvsem zaradi Ellen White. Imamo molitev, da ko smo brez poguma, lahko pogledamo gor in se tako ojačamo. Imam tudi predavanje, morda tisti, ki ga ne poznate, ne bom šel v celo zgodbo, ampak sem že nakazal. To predavanja gre bolj za izkušnjo, biblični kristjani in masturbacija, samozadovoljevanje, pornografija, osebna izkušnja. Se pravi, to izkušnjo sem vam že malo namignil, kako mi je Bog v boju, v tem boju, boj, ki je trajal več let, Bog resnično dal absolutno zmago. Podaril. Vem, ko sem tukaj bil še učenc, sem se še tukaj bojeval in tudi, ko sem šel še stran, tukaj sem se z masturbacijo še bojeval. In zame je to bilo tako močno, da me je to dostikrat tako prevzelo v situacijah, da preprosto nisem bil več jaz. V smislu, ne da sem bil kot norca, ampak v smislu, da se preprosto nisem več mogel zadržati in sem vsekakor želel popustiti tej težnji. Naj vas ohrabrim, želim vas ohrabriti, da kogar to zanima, si to vsak zase poglejte, poslušajte. Ampak veste, Satan nas ne more prepričati. To je zame čudež, ko gledam, ne samo pri alkoholi, pri glasbi, ampak tudi v tem področju imam ta mir in svobodo. In seksualnost v zakonu lahko izživim, brez da bi to šlo v smeri, kjer Bog tega ne bi več odobraval. Ampak da, če rečem, v nekem zdravem nivo, tako da je seksualnost ne obvlada človeka ali zaslužuje človeka. In to je resnično osvobajujoče. Bratje in sestre, ni nujno, da gre za te reči, morda gre pre vas za druge reči, ampak potrebujemo, da strmimo k temu, da dobimo take izkušnje. Ker potem bomo opremljeni za to, kar prihaja v teh zadnjih dneh. Ko sem bil v tem boju, bi reče ta princip izpostavil, pomagalo mi je ena izjava od Ellen White, ki sicer nimam tukaj na slajdih, ampak ona piše, razloži, tako kot bom jaz sedaj na mojem primeru razložil. Njena izjava mi je dala eno sliko. Predstavljam si, da obstaja tukaj en velik kup kamnov. In ta velik kup kamnov predstavlja, ko sem tam pustil kamen, ko sem recimo ta en greh, masturbacija recimo. Vsakeč, ko sem grešil ta greh, sem tako rekoč se odločil spet prinesti na ta kup en kamen. In tako ona opisuje pri vsaki zmagi, ki jo dobimo s Kristusom, gremo tja, vzamemo kamen iz te strani in nesemo na drugo stran. In tako seveda gre za eno razmerje. Na začetku je skušnjava, da to narediš, bila skušnjava zelo močna. Se spomnim, ko je bilo prvič, ko sem se 10 dni lahko zadržal. Po 10 dneh sem spet padel, kakor se spomnim. Potem pa je bilo nekaj časa, ne vem, 2 tedna sem spet padel. 2 meseca in sem spet padel. In zame je bilo to, morda je za koga to čudno, ampak zame je bilo to že čudež, ker me je to tako obvladalo, ta reč. Nekoč sem res bil, ne gremo v detajle, ampak bil sem v svetu. Ta boj je zame bil zelo realen, ampak spoznal sem pa,
da ne, spet podarjam, že od začetka bi lahko bil zvest. Že od začetka bi lahko Božjo moč sprejel v polnini in bil zvest. Ampak spoznal sem, da z vsako zmago, ki sem jo dobil s Kristusovo močjo, ko sem ostal pri temu, da sem vedno prenesel tisti kamen in sem prišel do točke in se Bogu temu zahvaljujem, da je to bilo pred mojo poroko. Može, to je zelo pomembno za tiste, ki se želijo poročiti. To je tako pomembno, ta absolutni greh prej premagati. To je hudičevo. Ne pojdite v zvezo, če tega niste premagali. Bojujte se. Bodite iskreni z Bogom. Zaupajte se komu. Morda, da vam kdo pomaga pri molitvi. No, v trenutku sem opazil, da je ta kup bil tako velik, tam pa je bilo toliko manjši in da je, dokler ta rajc preprosto ni zginil. In je ta stran postala, tako kot Ellen White pravi, prazna. To ne pomeni, da prosto voljo ne morem iti tja. Še vedno lahko to naredim, ampak ta kup kamenja je postal tako majhen ali pa je popolnoma bil odstranjen, da zame je to nekaj, to zame me ne rajca več. To ne pomeni, da me ne gane več seksualnost, ampak kar se tiče pornografije in samozadovoljevanja, pa je to zginilo. In to je resnično, bratje in sestre, to je izkušnja, če to počnemo, to je res, to je čudovito. Bogu se zahvaljujem za to. Ona piše, po drugi strani, vsak žarek prijete luči rojeva obilje nove luči. Ko se enkrat upremo neki izkušnjavi, nam to da moč, da se naslednjič upremo še bolj odločno. Vsaka nova zmaga. Naredite si slikico tega citata. Ko se enkrat upremo neki izkušnjavi, nam to da moč, da se naslednjič upremo še bolj odločno. Se pravi, premaknemo kamenček na drugo stran in vemo, v redu, super. Če pa se zgodi, da spet naredimo obratno, ne se razhrabriti. Bog še vedno vam želi pomagati in se bojuje z vami, da boste dobili zmago na tem področju. In da boste resnično dobili popolno zmago. In to je res nekaj največja osvoboditev in polnina Kristusa je, ko bo ta kup kamenčkov prazen. To ne pomeni, da če tam še tišči, to še ne pomeni, da ste v padlem stanju, dokler se temu teženju, kar me teži, pustimo in predam. Jakob 1, 14 in 15 piše, da želja, ko spočne, če se temu želji prepustim, torej potem ta rodi greh. To načelo ponavljanja je biblični princip. Se sprašujete, zakaj se Biblija tako pogosto ponavlja? 5 prvih Mojzesovih knjig bi zadostovalo, saj je evangelij noter, ampak Bog daje vedno več spoznanja. Zato tudi nam je dal duh preroštva, ker nam naj bi pomagal. Tudi pri Joyce Wagnerju je Ellen White pisala, da jih je Bog poslal, da bi nam lahko postalo še bolj jasno, še bolj preprosto jasno. Za naš čas. Tudi njene spise seveda. Gremo v Galačane 6. Bi en princip vam rad razložil. Galačani 6. Beremo 7-8 vrstica. Galačani 6, 7 in 8. Tam piše, ne motite se, Bog se ne da zasmehovati, kajti kar človek seje, to bo tudi žel. To lahko negativno ali pa pozitivno beremo, gledamo. Ker kdor seje v meso svoje, od mesa bo žel pogubo. Ja? Meso je tudi pri spreobrnenem človeku še vedno obstaja. Ampak jaz sem postal nov človek, imam novo povezavo, ki mi pomaga, da ne popuščam temu mesu. A kdor seje v duha, od duha bo žel življenje večno.
Sedaj pa Ellen White na to piše. No, imel sem na foliji, ampak ni važno. Poglejte, kako je ta princip povezan s principom iz tukaj. Dobro delati se pa nikar ne utrudimo. Jaz sem se vedno spraševal, zakaj Pavel to tukaj izpostavlja. Kot da bi začel novo temo. Ampak poglejte povezavo. Dobro delati se pa nikdar ne utrudimo. Zakaj? Ob svojem času bomo želi, če ne obnemoremo. Dokler torej nam je časa, delajmo dobro vsem, a najbolj tem, ki smo si z njim domači po veri. Verujem, da smo doskrat v skušnjavi pademo, ker nismo dejavni v Božjem delu, da se premalo skrbimo za druge ljudi. Pavel je bil tako zaposlen z cerkvami, molil za njih cele noči, tako se je verjetno bojeval za vse brate in sestre, ki jih delno tudi ni poznal, tudi v Rimu in tako naprej. Da preprosto, če si predstavljate, sploh ni imel časa neke vrste se ukvarjati s tem negativnim, ker je bil tako fokusiran na reševanje duš. Torej, kako mi porabimo svoj čas, ali to uporabimo produktivno, ali nekako pustimo, da zapravljamo čas, je odločilna reč pri premagovanju greha. Tudi Kristus je bil neprestano, če pogledamo njegov življenje, neprestano vključen v službo drugim. Jaz sem to poglavje, Ministry of Healing, prvo poglavje prebral. Doskrat nisem mogel te knjige brati, zato ker ne ker me ni zanimalo, ker je slabo ali pa kaj tazga, ali pa sem bil napaden, ravno nasprotno, ampak ko sem v prvem poglavju Zdravljenje dosegel roke prebral prvo poglavje, sem se takoj sramoval, ko sem bral, da je on neprestano, konstantno. To ne pomeni, da ne smemo imeti početka, se veste, da govorim tukaj zbalancirano, ne v ekstremu, ampak da je on neprestano in so njegove misli bile samo na misiji in reševanju drugih ljudi. In to ga je tako zaposlilo te misli, da je bil tako fokusiran na to, da ni imel časa za ostale stvari, čeprav bi seveda veliko bolj kot mi skušana, ne? Obstaja izjava, ki me tudi ohrabri, ko razmišljam na tista 2 kupčka kamnov in da se lahko kupček zmanjša, sprazni. Jezus pravi v enem evangeliju, da je hudič prišel do njega in mu rekel, da nič ne najde v njem. Torej, ker Jezus nikoli ni pričel grešiti, tako rekoč, eni že to poznate, sem že pridigal v tem, ni bilo na njemu tako rekoč tega podganjega repa, ker bi Satan lahko na njega stopil. Na stale grehe ali pa navade, ki jih je nekoč imel. Torej, ni imel privzgojenih grešnih nagnjenj. Sigurno pa je imel podedovane grešne nagnjenja, ki jih je dobil. Jezus je podal to izjavo v to smer, da če Satan pride do njega in nič ne najde v njem, torej, da ni našel teh samoprivzgojenih grešnih nagnjenj na njemu. Ena iz Ellen White citat, kjer piše, da ravno v tem stanju, to stanje lahko pridemo mi, torej, da evangelij to obljublja, torej, da ta kup kamnov izgine in da nas to ne bo več nekako rajcalo, skušalo. In tukaj sem vam že nekaj primerov povedal. Alkohol, glasba, masturbacija, da je to eno preprosto mrtvo, mi kaže, da evangelij resnično je močen in deluje. In da sporočilo iz leta 1888, če ga pravilno razumemo, da je to resnično in da smo doskrat, na žalost, to moram poudariti, da v naši skupnosti pridigamo reči, ki žal jemljajo bratem in sestram, da bi dobili to absolutno svobodo v Kristusu. Jaz si to želim. Ne vem, kako je z vami.
Jaz sem utrujen in nasičen s temi boji. Vesel sem za vse, kjer prepoznam, da sem vedno bolj postal nesebičen. Grehu se lahko upremo in ga premagamo z mogočnim delovanjem tretje osebe božanstva. Kristus je dal svojega duha kot božansko moč za premagovanje vseh podedovanih, torej to, kar smo dobili po naravi, in pridobljenih nagnjenj, to, kjer smo se sami začeli grešiti, to, kar Jezus ni naredil, k zlu, da premagamo, da vtisne svoj značaj svoji cerkvi. Upam, da vam je, tako kot pri meni, da vas to ohrabri. Jaz ne čutim tukaj pritiska ali pa krč. Mene to ohrabri. To je to, ko Jezusa vedno bolj ljubimo iz dneva v dan. A ni to, kar želimo? Jezus zase ni uporabil nobene moči, ki ni radodarno ponujena nam. Jezus ni prišel s čudežno skrinjo orodij na ta svet in imel neke prednosti napram nam, ampak je prišel v podobi, tako kot Rimljanom 8, kot pravi človek. In da, hvala Bogu, ni naredil napake, da bi se navadil grešnih nagnjenj. Kot človek se je spopadel s skušnjavo in jo premagal z močjo, ki jo je dobil od Boga. Dejal je, in če vedno vidimo to osnovno usmeritev, izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli. Tvoja postava je v mojem srcu. Še 2 točki bi rad šel z vami čez. Piše, videla sem, da se moramo nenehno dvigovati in sprejemati nadvlado nad silo teme. Videla sem, kako je petje v Božjo slavo pogosto pregnalo sovražnika. Kot pravi Ellen White, da je pesem orožje. To mi je dostikrat pomagalo pri premaganju masturbaciji. Premalo pa je otroške preprostosti v Božjem ljudstvu. Vprašala sem angela, zakaj v Izraelu ni več moči. Rekel je, prehitro ste opustili Božje obljube. Ko sem se jaz takrat bojeval z Bogom in sem rekel, Bog, želim stran od tega. In iskren sem bil. Na eni strani pa nisem še greha videl, kako grešen je. In na drugi strani, kjer piše, pravi, da sem še vedno imel neko potrebo po tem, poželenje. Na drugi strani pa sem prehitro izpustil Božjo roko. Mnogokrat sem bil na svojih kolenih, sem jokal, sem želel prenehati in tako naprej, dokler nisem nekega dne poslušal nek video, ki mi je povezal z orožjem petja in tako doživel, kako je satanova prevara bila v glavi moje razodeta. In v glavi sem se odločil potem iti drugo pot, ko sem potrpežljivo čakal in ustrajal, dokler to poželenje ni izginilo. In takrat sem si mislil, wow, takrat sem ostal, tako kot me je kar naenkrat prešlo to poželenje, sem zdržal in je odšlo. In sem naslednji naredil isto. In kar naenkrat so te kamni, ki sem jih prelagal po teh kupčkih, postali večji. Bratje in sestre, to so čudovite izkušnje. Mi zares lahko premagamo. Da, povsem popolnoma. Jezus je umrl, da bi nam odprl pot, s tem, da nam je omogočil, da lahko premagamo vsako slabo nagnjenje, vsak greh, vsako skušnjavo in na koncu sedimo skupaj z njim. Imeti vero in podedovati zveličanje je prednost vseh nas. Božja moč se ni zmanjšala. Videla sem, da bi on rad pokazal svojo moč, kakor je to počel v preteklosti. Božja cerkev je izgubila vero, da bi se v veri oprijela moči za borbo, kakor Jakob, ko je vzkliknil, ne bom te spustil, dokler me ne blagosloviš. Vztrajna vera je vedno pojemala. Takšna vera mora ponovno oživeti v srcu Božjega ljudstva. Božji blagoslov se mora iskati v goreči molitvi. Vera, živa vera, vedno povzdigne dušo k Bogu in k njegovi slavi. Nevero pa potiska duha v temo in smrt. Moja žena Anne-Marike, ona bi mogla sicer svojo zgodbo sama povedati, ker je tako dolga in polno detajlov, ampak
upam si jo v kratkem jo povzeti to zgodbo. Moja žena je zrasla sicer v krščanskem domu, ampak ne kot adventistka, ampak z okultno zgodovino v družini. Moja žena je v mladih izkušnjah, še kot dojenček se spominja, kako je 25-26 let skoraj vsak dan videvala demone. Dobesedno jih je videla. Govorila je z njimi in tako naprej. Tu obstajajo veliko malih detajlih, v katerih se jaz danes ne bom spuščal. Kakorkoli že, prišla je do točke, kjer je po 25-26 letih ravno bila ločena se ločila od svojega v bistvu adventističnega moža, ki je šel v svet, ki si je najdel drugo ženo. V tem času ni več mogla hoditi. Bila je tako v depresijah in imela je veliko samomorilskih poskusov. Če si predstavljate, če že 20 let, več kot 20 let ne spite zares, to je noro, ne? In to na Božjo slavo je vodilo k temu, da je družina se kasneje večina družine spreobrnila. Če se včasih sprašujemo morda, zakaj Bog to dopušča, da to lahko omenim tudi sedaj. Torej, moja žena je bila na točki, ko ni več mogla hoditi, ni več mogla voziti avta, delati sploh ne, bila tako v depresiji zaradi teh reči in vse, kar se tiče šolske medicine, vse je probala in vse, kar se tiče alternativne medicine, tudi vse to je dala. Bila je pri čarovnicah, pri vseh. Starši so jo pelali, ker so bili tako obupani, da so šli k odprtim spiritistom. In to vse je naredilo seveda še slabše. Pa naj bo psihiatrija ali medicina, s čimer je bila napolnjena in vse neumnosti, ki jih je počela, tudi do druge strani, ki je pa še bolj okultna, seveda. Pred približno 8 leti, se mi zdi, je bila v tem stanju in ni bilo tako, da moja žena ni bila da bi bila popolnoma neverna. Starši so prepoznali vero, so ji poskušali to vero, v kateri so bili že 10 let krščeni, ampak žena moja se je mogla še kar bojevati in bila demonsko obsedena, popolnoma jasno. Tako da se je to tudi videli, so starši rekli, da so demoni v njej, so videli. Potem je pa ona tako doživela, da je satanova moč bila tako močna v njenem življenju in prisotna, ne da bi Boga zanikala, ampak da ni več verovala, da jo Bog lahko osvobodi. In mi ne potrebujemo take izkušnje. Prav nam gre dostikrat prav tako, ker preprosto prehitro spustimo Božjo roko oziroma se ne bojujemo za to in ne verujemo, da nas bo ta sila osvobodila. Če smo iskreni, sem jaz saj zase, če rečem, sam doživel tudi z bojem z masturbacijo. In Bog jo je tako navdihnil in hvala Bogu se je pustila temu. Nekaj časa se je vzela, ki je trajal nekje 2 tedna, ker je od jutra do večera dobesedno, neprestano brala Biblijo ali ker je poslušala dobro krščansko glasbo. In tretje, zavedno je molila obljube. Po 2 tednih, ko je to počela, vmes je spoznala, ko je to prenehalo, je takoj prišlo nazaj. Po 2 tednih, po 26 letih se je končalo. Bratje in sestre, to je bilo, kako naj to povemo? Biblična terapija, ne vem, kako naj to imenujem. Nimam besede za to. Morda imate vi kaj boljšega. Božja terapija, to je tudi v redu. Jakobov boj. Ampak, a vidite, da gre v bistvu za vero spet? Vera je tista, ki je bila tukaj ojačena. Ker je osvoboditev prišla, da jo Bog lahko osvobodi. In je kar naenkrat to laž, da ne more premagati in da je satanova moč večja, izvenela. In koliko v naši skupnosti to veruje, da bomo nekje nekoč v grehu spremenjeni na koncu, se pravi, v zavednem stanju.
Bratje in sestre, to je taka laž in zato tudi razumem, zakaj se je Pavel tako bojeval v Galačanih 1, kjer je rekel, vi, če vam kdo govori kaj tazga, potem naj bo preklet med vami. Ker Pavel je imel tako ljubezen do cerkve, do ljudi, za katere je Jezus umrl, da ni želel, da bi nekdo veroval to laž in umrl za večno. Zato me tudi žalosti, ker neke koncepte evangelija, delno tudi evangeličanske koncepte, ki nas tako nekako pomerjajo, ker seveda, logično, želimo biti rešeni. To bi se, da poslušamo te stvari. Torej, ko sva se ženo spoznala, je bila pri meni doma, je imela svojo sobo in potem je prišlo do situacije, če rečem, sva imela neko nesoglasje in se je ona zelo razjezila nad menoj. Potem je šla huda v svojo sobo, se je zaprla. Potem sem takrat že molil, to sva dostikrat na začetku, dostikrat doživela, sva mogla iti te korake in se to naučiti, ker tudi jaz nisem bil nagnjen k temu, sem si mislil, sej njen greh, napaka, ampak saj Bogu sem dal priložnost, čeprav sem bil tudi sam razjezen, in sem rekel, Bog, prosim, pomagaj nam, tako kar nazadnje. In Bog je to vedno naredil, da je vedno dal moč spet iskati. V tej situaciji je bilo pa tako, da je ona bila v svoji sobi in bila tako huda name in bila tik pred tem, da bi prekinila ta odnos. Ne vem, če so že bila zaročena, ampak takrat je hotela to prekiniti. In potem Bog to dosti kratko naredi, tudi v moji ženi je dal eno besedilo v glavo. Pri meni to ritko, pri moji ženi pa dostkrat. In potem ne ve točno, kaj piše v tem besedilu. Tudi v tem primeru ni vedela. In kar naenkrat je odprla besedilo, 2. Janezov list, ali pa 1. Janezov 5, kjer piše, in sedaj te prosim, gospa, gospa, nekakor, da bi ti pisal novo zapoved, temveč katero smo imeli od začetka, da se ljubimo med seboj. In Ane Marika je to prebrala in prišla je točka, ki se je mogla odločiti. Se postavim pod Božjo besedo, se postavim pod besedo in se ponižam, si pustim, da mi Bog da moč in v veri stopim k temu, ki jo je še pred kratkim tako razjezil, k meni, in prosim za odpuščanje. Ali pa, oziroma za to, da se spet spraviva, ali pa ustrajam v temu, v svojem ponosu. Hvala Bogu, se je kar naenkrat odklenila vrata in prišla in sva se drug drugo opravičila in pokleknila pred Boga in molila. To je naredila veliko razliko, bratje in sestre. V tej situacijah je tako pomembno in Bog da tisto okno odločitve, kako se bomo odzvali. In emocije so nekaj, s čimer nimajo samo ženske, zaradi hormona in vsega imajo probleme, ampak tudi mi moški. Pri ženske se to dostikrat bolj, ne vedno, ampak resnično. To je pač fakt. Dejstvo, da je to večkrat hitro iz leve na desno, da so bolj dovzetne z tega. A je v redu, če to tako povem? V redu. Kot rečeno, tudi moški so lahko zelo emocionalni. Ampak kar želim povedati je, v tej situaciji, ko govorimo o emocijah, je to, da obstaja izjava, ki si jo danes zjutraj sicer še iskal. Pred parimi tedni sem jo bral, sedaj pa nisem najdel, ampak bi vam rad pokazal. Ampak ona pravi, da ko svoje emocije nimamo pod nadzorom, torej recimo, če nas kdo nekaj popravi ali nam pa nekaj pokaže, seveda more tudi to tisti, ki je to naredil v pravem duhu, ne? Ampak rečemo, da je to naredil v pravem duhu, ampak druga oseba, še to moram povedati, tudi če ne bilo v pravem duhu,
moramo tisto osebo, ki pred mano stoji in je bil na novo rojen, bi moral tako reagirati, da ostane pri predmetu. Da ne prepusti se emocijam in se kar naenkrat začne braniti proti temu in postavi ta zid. Vse poznate to. Ellen White pravi, da ko imamo to, se moramo spreobrniti. To je tako. In še enkrat, vsi se več ali manj se še s tem bojujemo. Ne jemljite tega kot pritisk, ampak vidite to kot balzam. Poglejte to kot balzam. Citat od včeraj, ko bo pozni dež padel šele, ko bomo seveda tudi vsako napačno besedo mogli premagati. In lahko premagamo, popolnoma smo prebrali z Božjo močjo. Potem te stvari poglejmo bolj pozitivno. Molimo za to, da bomo v takih situacijah s partnerjem na delovnem mestu ali pa kjerkoli že, da prepoznamo, da so ljudje, ki nas nekako sprožijo, da ostanemo predmetni in mirni. Tudi jaz še doskrat naredim napake, ampak ko recimo Ane Marika k meni pride in je morda nagnjena k temu, da bi rečemo, da bi prepustila se emocijam, potem jo vedno poskušam prijazno spomniti na to, da se naj spomni, na to. In pomaga to. Božjo slavo lahko rečem, kako je Bog spremenil, pa ne, da je včasih popolnoma znorela ali pa kaj tazga, da ne boste imeli napačne slike. Ne to. Ampak opažam, da v nekih situacijah, kako Bog je deloval, da je veliko hitreje sedaj se vdihne in vse je v redu. Obstajajo reči, ki jih sprožijo, ampak sva kot tim. Bog naj jo vodi skupaj in tim sva, ne bojujeva se drug po drugemu, ampak skupaj naj bi se bojevala to pot. Zato naj jo Bog vodi skupaj, da bi skupaj, da jaz kot moški imam seveda še svojo odgovornost napram Bogu. Vsi poznate to. Tudi TGM študenti to poznate, da misli in občutki delajo naš značaj. Zato Boga prosimo za to. In to ni sramotno, če sem pač tak. Sramotno bi bilo samo, če tako ostanem. Ampak to je osvoboditev, ki jo Bog lahko poda v tem področju. Zato sem Bogu hvaležen za duh preroštva. Danes zjutraj smo se ob mizi pogovarjali. To mislim, da lahko povem. To sem danes želel kot primer povedati. Gre za veliko področje, recimo apetita, hrane, kjer spoznate, da se tukaj morda bojujete, pa naj bo to za karkoli že. Pa veste, da si Bog želi, da določene reči tukaj spremenimo. Potem vam dajem tukaj nasvet, ki je tudi meni zelo pomagal. Ali pa če ste morda zapadli in ponovno delate kompromisa in jeste reči, za katere veste, da jih ne bi smeli. In še enkrat povem, da ne moramo si pojesti svoje poti v nebesa, to mi je jasno. Ko sem jaz bil tukaj študent, sem se predtem že odločil na evangelizacije, ki sem jo poslušal v Nemčijo, kjer je Predigar prvič zame povedal to povezavo med zdravjem in zdravo prehrano in duhovnim življenjem. In na koncu nas je vprašal, 300 ljudi je bilo v prostoru, če se kdo želi odločiti, da bo nehal jesti meso, naj prosim ostane. In jaz sem tam sedel v svojem kotu na stolu in sem si mislil, nikoli več nam kebaba jesel. To je bila moja misel, resno. Nikoli več kebaba. Še poznaš ne veganskega donorja, ne? Sploh moja žena ga zna zelo dobrega veganskega kebab narediti. Ampak to mi je bilo takrat, mi še ni bilo razodeta. Ampak to je bilo za stvar vere, ne, takrat. In nisem imel še veliko pojma o teh reči. Prvič sem slišal kaj takega. Čeprav sem potem poslušal Thomas Jacksona in sem prišel, ker sem se veliko naučil. Tam sem sedel, torej, če je Božja volja, nekaj sedaj malo razumem, sem ostal takrat in Bog je to takoj blagoslovil pri meni. Nisem več imel poželjenja, da bi jedel meso.
In potem sem prišel s to izkušnjo v TGM in vem, smo imeli neko situacijo tukaj, kjer takrat smo že imeli to trgovinco, sem bil nekega dne, nekaj mi je prišlo slabe volje in neke sobote popovdne smo prišli nazaj sem, smo bili pri eni družini, smo jedli, slabe volje sem bil, počakal sem, da so vsi šli stran, sem šel v trgovino, sem si nabral nekaj sladkarij, pol sem jih seveda tudi plačal, ampak takrat sem si jih vzel, brez skrbi, ni to odprt račun, vse je plačano. Sem šel v šop, sem šel v sobo, tistega dne, sem bil sam v sobi, sem se zaprl v sobo, bil sem že popolnoma sit od kosila, ki smo ga jedli in sem se nekako nabasil s tistem sladkarjem, čeprav sem bil že popolnoma sit. In čeprav sem bil že 3/4 leta tukaj in sem vse to vedel, in če rečem, sem bil relativno po teh rečeh tudi živel, torej, da razumete, da veste, od kje prihajam. Kar pa je meni takrat pomagalo, je bilo, sta bile dve reči. Ena, da knjiga Counsels on Diets and Foods, tisto o izhrani, kar je lahko za koga zelo zahtevna, ampak odvisno od tega, s kakšnimi očali to berete. In spodbujam tiste, ki ste morda že to brali, to knjigo. Če kje prepoznate, da se kje bojujete ali pa da ste kje spodrsali nazaj, berite to knjigo. Spoznavam resnično in zato tudi vidim, zakaj vidim, da je Ellen White inspirirana, tako kot Biblija, da prepoznavam, da isti duh mi daje v tiste momenti moč, da to moč sprejmem in da tega ne želim več delati. Tako kot Jezus pravi v Razodetju 3:19, da tiste, ki ljubi, jih vzgaja, te, katere poučuje. Torej, če želimo želeti, zato piše, da nas prevzgaja in pokorava. Torej, ko bolje razumemo reči, potem takoj vidimo, da je Božja moč na voljo in kar naenkrat želimo, oziroma ne želimo več teh reči početi. Zato vas tukaj spodbujam pri temu. Druga stvar pa je, da resno vzamemo New Start. Tudi kar se tiče recimo tudi nekega ritma. Tudi jaz sem spoznal v zadnjem času, ker sem bil preveč sem delal in sem pozno zvečer prišel dosti krat noter v hišo, si veliko delal, si preveč morda celo delal in potem imaš logično potrebo, da se nekje prepustiš malo in se nagradiš. Vsi poznate to. Potem je že pozno zvečer, 10, 11, pol 12 celo. Morda si pol tam v skušnjavi, ker si predvsem delal in si izgubil toliko energije, da bi to spet napolnil. Ampak normalno bi mogel že sedaj spati in potakrat nimaš več skušnjave, da bi jedel. Ampak zaradi tega ritma, ki ga ne držiš več, ker si morda zvečer jedel, si naslednji dan se pozno zbudil in si morda pozabil imeti svoj duhovno misel zjutraj, branje, preučevanje. Vidite, kakšno začaran krog je to? In to so take male reči v tem smislu, ampak so zelo pomembne v našem vsakdnevu, ki pomagajo naši rasti in našem premagovanju. Zato je tako žalostno, bratje in sestre, če ne jemljemo resno zdravstvene reforme. Čeprav so to take malenkosti, da jih ne jemljemo resno. Kot pa piše, kdor je v malem zvest, bo v velikem zvest. To je treba premagati. Moja žena in jaz sva bila na nekem camp meetingu v Nemčiji, kjer sva bila vprašana, ali bi rada pričevala del svojega pričevanja, kako sva se spoznala. In žena in jaz, ko v bistvu ni resnično srečna, da mora javno pričevati, se je malo bojevala, ampak v nekem trenutku pa rekla, ok, bom. In sem jo upogumil, pa dej bova molila jutri, pa bo Bog že blagoslovil. In naslednjo jutro je prišlo, bil sem že tam, malo prej, sem dobil mikrofon in sem čakal svojo ženo, ampak ni prišla. In kar naenkrat 5:07 je bila duhovna misel, takrat naj bi to imela, malo kasneje je prišla, videl sem že njen obraz in sem si mislil, nič ne bo. In rekla je, ne bom tega naredila. Pa sem rekel, dej, draga, ne bom tega naredila. In že nekje videl sem, da želi, ampak da ima neko lastno strah ali pa, ja.
In pride tukaj še en aspekt, ki sicer morda ni s tem povezan, sicer ponos. To v bistvu gre za ponos. Ne gre toliko za strah, ampak gre v bistvu za lasten ponos, ki ga porivamo naprej, da razložim to, ker iz ponosa pride v bistvu strah pred tem, kaj si drugi mislijo o meni, da morda damo napačno sliko nazven. In ko smo o tem govorila, je to prepoznala. Sva se umaknila v sobo in ljudje so že mislili, kje sva, ne? Ampak takrat sva še enkrat pokleknila in molila in Bog je to čudovito blagoslovil. Ampak ker je prepoznala, da v tem momentu v bistvu sebe predstavljala ali pa sebi dajala prednost, ker je Bog v bistvu rekel, da more iti po veri. Naj še en primer dam, kar se tiče recimo morda kajenja, kjer je Ellen White pisala neko pismo nekomu in kjer je dala na svet. Ampak ta princip lahko tudi vidimo tudi druge. Dragi brat Barnes, prejela sem nekaj vrstic od brata Howleta. Želi, da napišem, če sem v viziji videla, da je uporaba tobaka napačna. V videnju sem videla, da je tobak umazan plevel in da ga je treba odložiti in se mu odreči. Moj spremljevalni angel je rekel, če je idol, je skrajni čas, da se ga opusti in če ne bo zapuščen, bo namreč namrščeno čelo Boga gledalo na tistega, ki ga uporablja. In ne tako ne more nositi pečata živega Boga in biti z njim zapečati. Če se uporablja kot zdravilo, pojdite k Bogu. On je veliki zdravnik in tisti, ki uporabljajo umazano julko za zdravila, močno sramotijo Boga. V Gileadu je balzam, tam je zdravnik, bodite čisti, ki nosite Gospodove posode. Videla sem, da bo Kristus imel cerkev brez madeža ali gube ali česa podobnega, da jo bo predstavil svojemu očetu. Ko nas bo vodil skozi biserna vrata Novega Jeruzalema, ali bo potem, ko je Jezus že toliko storil za nas, kdo še vedno okleval zavreči ta umazan plevel, biti moramo popolni kristjani, se celotno pot vse skozi zanikati, vstopati po ozki poti do prestola, ob kateri je hodil naš Jezus. Potem pa, ko bomo končno premagali nebesa, sladka nebesa ne bodo dovolj draga, da bi se zanj potegovali. Mislim, da zelo razumsko piše. Jasno je bilo in razumno je bilo v tem boju, ki se je tukaj odvijal, glede tega tobaka, da bi ga pustili in sedaj predlaga, torej, da če se kdo bojuje, kako se od tega ločimo. In piše, brat je pozval, naj molijo za njega. In to smo storili. Ozdravljen je bil in od takrat si ni več poželel cigaret. In potem da še en nasvet. Pojdi k Bogu, dragi brat, bori se z njim in tako lahko premagaš. Moli v veri, brez dvoma. Jezusa se bodo dotaknile bratove tegobe. Še enkrat pomislite, kako je bil tisti primer moj v Las Vegasu, levo, desno. Se vse svetlika, Satan se dere in kriči, ampak če nadaljujem, bom prišel na tisti cilj. Dan osvoboditje prihaja. Siguren je. Sedaj pa poglejte, kaj jasna odločitev, kakšno razliko to naredi. Vse to ti dam, pravi Satan Jezusu, če padeš pred me in me moliš. Tedaj mu reče Jezus, poberi se, Satan, kaj ti pisano je, moli Gospoda Boga svojega in njemu samemu služi. Tedaj ga hudič pusti in glej, angeli pristopijo ter mu strežejo. Jasna odločitev, tako kot v Danielu, da se je trdno odločil Daniel. Ko se je trdno odločil, da bo sledil Bogu, je poskrbelo za to, da je hudič moral spustiti delček njega. Piše, podloženi, torej bodite Bogu, uprite se hudiču in bežal bo od vas. Kako je Jezus premagal? Jaz ne morem samo od sebe ničesar delati. Kakor slišim, tako sodim in sodba moja je pravična, ker ne iščem svoje volje, ampak voljo tega, ki me je poslal. Brat in sestre, mi doskrat iščemo svojo voljo. Če pa dobimo to naravnanost, kot je imel Jožef, ki je Jezusa videl v značaju in njegovi ljubezni, kar je tudi pri učencih naredilo razliko. O temu smo že govorili, da je
da je postalo tako hrepenenje po temu in da je prišlo ta skušnjava, da ni bilo tam neka ženska, ki jo je bilo treba skriti. Predstavljam si, da je bila tista ženska zelo atraktivna, sklepam. In Jožef, nimam pojma, kaj se mu je po glavi mešalo, to je čista špekulacija, ampak lahko je mogoče, da je v njemu to bilo tudi skušnjava, ne? Ampak kljub temu je on rekel, kako bi lahko proti Bogu grešil. Jožef je bil tako na točki, da je v Božji ljubezni tako zrastel v veri, da za njega bila to grozna zgodba, če bi si predstavljal, da bi grešil zoper Boga. Včasih si mislim, in Bog tudi ve, zakaj je odstranil žrtveni sistem. Če si predstavljate, da bi mogli danes prerezati vrat jagenčka, brat in sestre, ne vem, če bi to sploh lahko. Takrat, če bi živel, bi to moral narediti, ne? Če bi želel odpuščanje. Ampak ne vem, če bi to jaz danes lahko naredil. Ali pa če hočem, ne? Iskreno vam povem. Bog je tudi to tako naredil, da bi nam greh res postal grozen, gnusoben. Potrebno je, da greh vidimo v pravi luči in da vidimo, kaj to stori. Obstajata dve poti za to. Eno je, da bolj globoko pogledamo v zapovedi, da tako preko zapovedi postane greh čezmero grešen po zapovedi. Da se tako poglobimo v to in resnično razumemo, kaj točno greh stori. In drugo je, seveda, da nas zapoved, tako kot piše v Galačanih 3, da nas naj bi vodil k Kristusu. Ampak dostikrat greha ne razumemo pravilno. In kaj v bistvu greh vedno znova počne s Kristusom? Tako kot sem že rekel včeraj, da smo dostikrat kot kristjani tako sproščeni in da ne razumemo, da vsakič, ko grešimo, Jezusa na novo križa. Potrebujemo globljo razumevanje Božje ljubezni. Da bi nam greh postal tako grešen in umazan. Zato potrebujemo bolj globok pogled na Božje jagnje. Ko se podredimo Kristusu, se srce združi z njegovim srcem, volja se zlije z njegovo voljo, postane eno z njegovim razumom, misli se privedejo v ujetništvo z njim, živimo njegovo življenje. To pomeni biti oblečen v oblačila njegove pravičnosti. Vidimo sedaj, kaj pomeni pravičnost po veri? Nič manj kot to polnino Boga v življenju človeka. Z vero gledajte na krone, pripravljene za tiste, ki bodo premagali. Poslušajte vzneseno pesem odrešenih. Vredno je jagnje, ki je bilo zaklano in nas je odrešilo Bogu. Prizadevajte si, da bi imeli te prizore za resnične. Zato sem tudi rekel, da je dobro, da si to tudi v glavi, v slikah predstavljamo. Više misli in višji cilji morajo biti pravilno usklajeni v naši glavi. Veste, kaj bi meni pomagalo? To razumevanje, kot seveda poudarjanje, da je Kristus za nas umrl in da lahko imamo odrešitev po njemu. Ampak tudi še veliko več pa je pomembna misel, da je Božje ime v velikem imenu opravičen. Da je greh in Satan, da sta tako razkrita, da, tako kot piše 5. Mojzesova 32, da je Bog v vseh potih popoln in pravičen, da jaz Bogu dovolim, da On po vseh teh 1000 letih lahko pokaže na mene, tako kot je na Joba pokazal, ali pa na nekoga, ki je morda nekje v vozičku omejen, ali pa ima hudo bolezen, pa se je držal Boga, da stvarnik univerzuma lahko reče, poglejte to osebo. Ta oseba je dovolila, da jaz kot stvarnik njega lahko uporabim, da jaz svojo pravičnost pokažem in se opravičim, da sem v svojih potih pravičen. Bratje in sestre, to je, včeraj sem govoril z nekom, kjer sva govorila o Jobu in me je nekdo rekel, da je to grozno, kaj se je z Jobom zgodilo.
In potem sem rekel, a ti lahko prosim razložim, zakaj je to največja čast, ki jo je Job lahko doživel. Kakor čudno se to sliši, če to beremo. Ampak na koncu gre za neverjetno čast, kar je Job lahko naredil. Job bo za vekomaj bil nekdo, ko ga bomo videli v nebesih, bomo rekli, wow, Bog ga je preizkusil in lahko je obstal za Boga. In Bog ga je lahko uporabil, da je svoje ime opravičil, svoje sveto ime. In to so zame visoke misli, ki me nosijo naprej. V hoji z Bogom. Naj zaključim sledečim citatom. Blagor možu, ki pretrpi izkušnjavo, ker ko bo preizkušen, prejme venec življenja, ki ga je obljubil Gospod tem, ki ga ljubijo. Ljubezen, pravi Biblija, je izpolnitev postave. Splača se, bratje in sestre, da premagamo. To, kar nikakršno srce nikoli ni videlo in uho slišalo, je Bog tem pripravil, ki ga ljubijo. Tako kot Razodetje 22:4 pravi, da ga bomo gledali iz obraza v obraz, obliče v obliče. Bratje in sestre, na tej točki je moja molitev in želja, da ne samo izvedbe, ki smo jih imeli v teh preteklih 4 dneh imeli, s prezentacijami, ampak tudi z osebnimi pogovori, ki sem jih lahko imel z vami, ali pa, ko ste jih vi med sabo imeli. Da je to pomagalo k temu, da ste dobili pomoč v vašem osebnem življenju in da boste vi lahko blagoslov drugim naprej, da bi lahko kmalu padel pozni dež. To je moja molitev in moja želja in sem hvaležen Bogu iz vsega srca. Amen. Molimo še. Naš nebeški Oče, še enkrat se ti želimo prikloniti tukaj in ti dati hvalo in slavo za vse velike blagoslove, ki si jih dal. Gospod, prosim te v tej točki, kar še nisem omenil, še enkrat bi se ti rad zahvalil za ves TGM, za vse čudovito delo, ki ga tukaj upravljajo, za vsakega posameznika na svojem področju. Sigurno ni vse popolno, to ni nikjer, ampak Gospod, hvala ti za predane sodelavci, ki že tukaj leta sodelujejo, tudi za študente, Gospod, to leto v tem primeru. Se ti zahvaljujem, Gospod, za vsakega posameznika, ki je toliko reči v ozadju pripravljal, ki je tudi morda tukaj na tem vikendu bil deležen dela v kuhinji, pri čiščenju, na telefonu in vse podobno. Hvala ti, Gospod, za vsakega, ki je temu pomagal, da je vsem nam omogočil, naredil, da lažje sprijemamo te stvari in še za košček lepše naredil v okvirju, ki smo ga imeli v teh 4 dneh. Gospod Jezus, blagoslovi vsakega še od tukaj naprej, tudi mene in mojo ženo, da to, kar smo slišali in tudi kar smo sprejeli v osebnih pogovorih, da to ne ostane samo pri besedi, pri poslušanju, ampak da bi to vedno bolj bilo udejanjeno v praksi, dokler Jezusova jutranja sonce ne vzide v nas. Napolni nas s tvojim duhom, da bi lahko bil izlit pozni dež, da bi vsak strah bil odložen in da bi samo še izpolnine Jezusa iz njegove ljubezni živeli. Gospod, zato se ti zahvaljujemo. Lahko bi še veliko povedali, vsak se ti zahvaljuje v svojem srcu, ampak želimo te slaviti in da si ti naš stvarnik in da si nas ti, Gospod, tudi v sledečih dneh in časih nas boš sigurno vodil s tvojo roko. Zato smo ti hvaležni v Jezusovem imenu. Amen.